Nov dan, novi kilometrski zastoji. Danes takole na Primorki 17-kilometrski zastoj. In praktično smo skoraj da vsak dan priča zastojem na vseh krakih. Zato smo čakali odziv pristojnih, da končno povedo, kaj bodo naredili. Vozniki so jezni in obupani. Z Darsa in Ministrstva za infrastrukturo pa v delovnih zaporah bo po novem prepovedano prehitevanje vozil, drugi pas bo namenjen le še vožnji v zamiku. Postavili bodo merilce hitrosti tipa vi vozite, hitrost pa bodo nadzirali z dodatnimi stacionarnimi radarji. Pa so res krivi samo vozniki? Inšpekcija je nekaj nepravilnosti ugotovila, a naj nič od tega ni bistveno pripomoglo k slabši varnosti na cesti. Da je inšpekcija ugotovila, da v bistvu vsa dela, bom kar prebral, ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. In še konkretneje, kakšne spremembe nas torej zdaj čakajo v delovnih zaporah? Na voznike bodo torej prežali tudi novi radarji, več pa Rebeka Tomadus. Manjše nepravilnosti, ki so jih v zaporah našli inšpektorji, bo Dars, zagotavljajo, odpravil najkasneje v 2 dneh. Za pripravo pa naj si izvajalci v prihodnje, to jim nalagajo inšpektorji, vzamejo več časa. Elaborati, ki so potrebni za cestne zapore, notri manjkajo določeni podatki, kje ta prometni znak mora stati, se pravi točna stacionaža. Zato so nekatere signalizacije bile neustrezno postavljene, a nič hujšega, zaključujejo inšpektorji. Analiza več 10 prometnih nesreč je pokazala, da nekateri vozniki pred delovno zaporo ne upoštevajo znižanih omejitev hitrosti oziroma vozijo na prekratki varnostni razdalji, ki jim seveda ne omogoča pravočasnega in varnega ustavljanja. Zato zdaj sledijo spremembe. V delovnih zaporah, kjer sta po 2 zožena pasova za vsako smer, bo po novem prepovedano prehitevanje vozil. Drugi pas bo namenjen le še vožnji v zamiku. Drugič, bele črte bodo izbrisali, ker naj bi to voznike motilo, rumena črta pa bo čez celotno območje zapore polna, torej neprekinjena. In tretjič, postavljeni bodo merilci hitrosti, tipa vi vozite, hitrost pa bodo nadzirali še z dodatnimi stacionarnimi radarji. In koliko znašajo globe, če boste na deloviščih prehitro vozili? Najmanj 40 evrov. Če pa bi vas radar ujel denimo pri 100 km/h, kar pomeni, da bi hitrost prekoračili za 40 km, bi poleg 250 evrov kazni dobili še 3 kazenske točke. In če bi vozili kot da omejitve ni, torej 130 km/h, bi vas čakalo 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Meni osebno je to kar malo žalostno, da je kazen edina tista, ki v bistvu deluje. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih nesreč se je drastično zmanjšalo. Radar zdaj stoji denimo tudi v Postojni. Na vprašanje, zakaj ga policija ni tja postavila že prej, pa le skopo. Prilagajamo ukrepe, resurse in opremo trenutni situaciji in ko smo tu zaznali poslabšanje, smo tu intenzivirali naše delo in našo prisotnost. Vlada, ki se je s poročilom inšpektorjev seznanila včeraj, je Darsu naložila, da mora časovnice del čim bolj skrajšati. Enako velja tudi za prihodnje projekte. A Ribič odgovarja, da so to že poskušali, vendar nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele 2 ali pa dela po noči. Ministrstvo za infrastrukturo pa mora premisliti o posodobitvi 10 let starega zakona, ki ureja zapore, in preučiti prakse v tujini, ki naj bi bile, zaključi Bratušek, sicer takšne kot pri nas.